popolni nadzor družbe. Povedal bi to, da ljudje smo danes gledano v prvi vrsti socialna bitja. Smo pa tudi individualna bitja, vsaj če načeloma recimo se odločamo po svobodni volji, je temu tako. Posameznikova svoboda je neprecenljiva vrednota, hkrati pa si družba, ki je sicer vmes manj humane družbene sisteme zamenjala z bolj humanimi, ne želi preveč razmišljujočih posameznikov, takšnih kot smo tukaj v društvu ali takšnih kot ste vi ali pa še podobnih skupin, ki razmišljajo tako kot mi. Potreba tistih, ki vladajo, je nadzor nad drugimi, s čimer krepijo lastno moč, oblast in vse, kar spada zraven. Seveda tudi trpljenje tistih, ki so nadzirani. Ampak dejstvo je, da nihče od nas ne želi in noče biti nadzorovan. Do neke mere, ampak potem se človek seveda osamosvoji, in postane odgovoren človek, odgovorna oseba. In tudi tisti, ki ne nadzira in ob razcvetu novih tehnologij se zdi, da je ta nadzor, naš današnji nadzor, postal, kako bi rekli, vseobsegajoč. Da praktično ni več prostora, kjer bi človek ne bil nadzorovan. Industrijski razcvet v prejšnjih 2 stoletjih je vodil v razvoj moderne družbe. Vendar kot vsaka zgodba ima tudi ta zgodba vsaj 2 plati. Poleg vsesplošnega napredka, ki je dober za ljudi, za družbo, ima pa tudi seveda negativne posledice. In socialni psihologi in utemeljitelji psihologije množic, poznamo ga Gustav Le Bon, Gabriel Tarde in Scipio Shelley, so govorili o izbrisu posameznika v kolektivu. Govorili so o izgubi osebne odgovornosti. Poudarjajo nagonsko vedenje, nakup pajkic recimo, da smo rekli, ne? Dovzetnost za množične sugestije. So hude stvari. Pripravljenost pokoriti se vodji, velikemu vodji. Kar je mogoče doseči, glejte, prek moči, vpliva in nadzora, torej z manipulacijo, ki posledično vpliva na posameznikovo doživljanje identitete in ima tudi širše socialno-psihološke razsežnosti. Kajti, ko izgubimo identiteto, izgubimo pravzaprav svojo svobodo. In danes, seveda, spletni nadzor, lahko že vidimo posamezne oblike odpora določenih uporabnikov, ali pa na strežnike, ki so enkriptirani, ki so varni, itak ni nič varno, ampak bolj varni, recimo, za uporabo pri komunikaciji, kjer se uporabljajo recimo programska orodja in storitve za anonimizacijo uporabe svetovnega spleta. Vse veste, kaj se uporablja, da človek postane malo bolj, bom rekel, diskreten. Temu se reče Virtual Private Network, VPN, Tor je nek brskalnik, s katerim se lahko malo zadimiš, zakriješ. Potem je tako imenovan Freenet, Tails in podobne storitve. In ti programi, veste, zakaj so ti programi nastali? Ti programi so nastali kot reakcija na množično nepravilno uporabo interneta, na nedovoljeno zbiranje podatkov o uporabnikih. To so naredili ljudje, ki so se globoko zavedali, kaj se na internetu v tej digitalni dobi dogaja. Namreč digitalna podjetja, Facebook, Google in vse ostalo, agresivno zbirajo osebne podatke za lastne namene, oglašujejo svoje produkte, prodajajo te podatke oblastem oziroma jim omogočajo dostop do teh podatkov, ne da bi uporabniki v to privolili in ne da bi bilo to legitimno. In 38. člen smo danes že prebrali, zato vam bom to še enkrat ponovil. 38. člen je tam, res krasen in se pravi, prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Namreč,
če sem se jaz prijavil skladno z pravili pred 14, 16 leti recimo v Facebook, konkretno, a ne, so bila takrat določena pravila, ki so veljala takrat. Seveda oni so to skozi spreminjali, in ti nisi mogel uporabljati Facebooka, če nisi kliknil jaz se strinjam. In tudi danes je tako. Meni še vedno, ko prižgem Facebook, zdajle že par mesecev, se odpre, plačaj 12 € ali pa se strinjaj, da tvoje podatke uporabljamo za oglaševanje. Ne strinjam se ne z enim, ne z drugim, zaradi tega, ker to iniciativno ob prijavi ni bil del dogovora. Zakaj bi se jaz mogel samo enostransko klanjati in strinjati, da oni z mano delajo, kar hočejo? Ker ta meja potem ne pozna več meja. Ker oglašujejo svoje produkte, prodajajo te podatke, kot smo rekli, državi oziroma oblastem, omogočajo dostop do vseh teh podatkov, ne da bi mi za to vedeli. Ta orodja in te storitve danes ne omogočajo le prikrivanja prave identitete uporabnika, temveč jih na temnem spletu uporabljajo tudi za kazniva dejanja. Za otroško pornografijo, prostitucijo, prodajo orožja, mamila in ne vem kaj še vse. Saj s tem za sabo uspešno brišejo sledi. Kadar uporabljajo orodja, država reče, aha, zdaj ste pa vi ta brskalnik uporabljali, kjer je enkriptiran, mi vam ne moremo slediti, ker vam ne moremo slediti, torej nekaj skrivate. To je ta psihologija. Danes bomo to videli v filmu Življenja drugih. Glejte, tehnologije danes so vse posod prisotne, kar pomeni, da smo nadzorovani. Kolikokrat smo imeli že pri nas predavanje, ko gremo po ulici, pa tudi ko se doma priklopimo na internet, je zasebnost adijo. Uporabniki pozabljamo, da večino podatkov o sebi na družbena omrežja pravzaprav vnesemo sami. In da omrežja te podatke, tako ne, samo hranijo in jih povezujejo med seboj. Iz tega se potem rodi pavšalna ideja o onih, ki vse vedo o nas in nepovabljeni vstopajo v našo zasebnost. Vendar ni tako o onih. Zanimivo je, da mi tu aktivno sodelujemo. Sami si kot uporabniki to počnemo in sami smo v to privolili. Imaš telefon? Seveda. Poznaš vse nastavitve? Dvomim. Ali lahko, glede na to, da imaš telefon, si vzameš čas, ko napravo kupiš, da vsaj nastavitve pogledaš, če že ne aplikacij, ki jih uporabljaš, ampak vsaj osnovne nastavitve z navodili, kaj ti telefon omogoča, ker pride prednastavljen. Prednastavljen pride pa tako, da ti rečeš yes, daš e-mail in oni pridejo do vseh podatkov. Seveda imaš v ozadju, da lahko onemogočiš lokacijo, lahko onemogočiš to in tako naprej. Dajte se malo v teh zadevah pozanimati in izobraziti. Veliko stvari mora biti že zaradi zakona, da jih lahko uporabnik sam. Ampak če tega ne naredimo, pomeni, da nam je čisto vse en za naše osebne podatke. Glejte, digitalna samoobramba v prvi vrsti temelji na medijski pismenosti. Ja, ki jo še vedno pogrešamo v izobraževalnih programih šol, nič manj pa na zdravi pameti, v skladu s katero se odločamo, kaj o sebi bomo nalagali, ne vem, na Facebook ali kam drugam in česa ne. In moje osebno mnenje je, da je zato potrebno poznati tudi nekaj zgodovine. To je moje osebno mnenje. In v zvezi s tem bi vam povedal, da se obrnemo malo nazaj, kar nam bo nocojšnji večerni film pokazal Življenje drugih. Pa dajmo malo to pogledati. O čem se bo dogajalo, to se pravi, to, kar sem zdajle povedal, je tako blizu temu, s tem, da tam je bilo to vse v praksi, narejeno malček drugače, z zastarelo tehnologijo, ampak dejansko hujše.
Vohuni so poročali o vsakem sorodniku, vohuni so poročali o vsakem sorodniku ali prijatelju, ki je čez noč ostal recimo v drugem stanovanju. Danes ni vohuno, je pa telefon, kjer imaš lokacijo in ve, kje si. Naj si bo to hotel, naj si bodo to, ne vem, manjše luknje, skozi katere so agentje stalno gledali, kje si, kaj delaš, s posebnimi kamerami majhnimi snimali državljane. In glejte, šole, univerze, bolnišnice v 70., 80. letih, predvsem v vzhodnem delu Nemčije, preden je padel zid, so bile nad vse prepojene z vohuni. Ja? Veliko število obveščevalcev je prihajalo iz vrst, zapomnite si, danes ni nič drugače, gostinskih delavcev, frizerjev, sprevodnikov, hišnikov, doktorjev, bolniških sester, učiteljev, skratka poklicev, ki imajo kontakt z ljudmi. In takratni prvi minister za nacionalno varnost, ki se mu sicer reče Stasi, je bil Erich Miekele in je verjel, da so najboljši obveščevalci tisti, katerih delovna mesta so dovoljevala stalni kontakt z javnostjo. Tako, čeprav je bila Stasiju leta 1957 odobrena stalna neodvisnost delovanja, v vzhodni Nemčiji pa je vse do leta 1990. leta sovjetska obveščevalna služba KGB, ki je bila pa tudi ustanovljena leta 1954, nadaljevala s postavljanjem svojih vohunskih častnikov za zvezo v vseh 8 glavnih Stasijevih direktoratih. Torej, vsak častnik je imel svoj urad znotraj njihovih objektov. Prav tako tudi v 15 občinskih območjih, sedežih ministrstva po vsej vzhodni Nemčiji. Sodelovanje med njimi je bilo tako tesno, da je KGB povabil Stasi k ustanovitvi delujočih baz v Moskvo in Leningrad za nadzor obiskov vzhodno-nemških turistov v Sovjetski zvezi. In obratno. Leta 1978 je ta isti minister Miekele uradno odobril KGB častnikom v vzhodni Nemčiji seveda enake pravice in moč, ki so jih ti KGB agenti doživljali v takratni Sovjetski zvezi. V letih 1950 do 1989 je bilo v Stasiju zaposlenih neverjetnih 274.000 ljudi. V prizadevanju, da izkoreninijo razrednega sovražnika po naslednjih enotah. Zdaj pa dobro poslušajte, katere enote je imela državna varnost Stasi, s katerimi je varovala svoje državljane. Se pravi, glavni obveščevalni direktorat, osredotočen predvsem na zahodno Nemčijo, NATO in druge države. Se pravi, glavni obveščevalni direktorat. Glavna uprava za koordinacijo Ministrstva za državno varnost, ki je usklajevala delo z ruskim KGB-jem. Glavni oddelek za komunikacijsko varnost, šlo je za notranjo varnost države. Tukaj so nadzorovali vse državljane preko komunikacije. Potem uprava za varnost težke industrije in razvoj. Dalje, glavna uprava za gospodarsko varnost proti sabotažam in vohunjenju. Se pravi, oni so vohunali, zato da ne bi kdo njih vohunil. Misli se je smešno, ampak gledajte. Potem glavna uprava za boj proti sumljivim osebam. Kdo so sumljive osebe? Tujci, turisti, diplomati, uradni gostje in pa seveda vsi domači. Oddelek za nadzor in analizo odpadkov, za brskanje po smeteh. Ja, to je bil poseben oddelek. Vse, kar se je neslo v smeti, vse je bilo pod nadzorom. Dalje, uprava 12 je nadzorovala pošto. Odpirali so vsako poštno pošiljko. Kaj smo mi prej v ustavi prebrali, da je zagotovljeno varstvo pisanj in paketov in pošte. Pa je bila, glejte, Demokratična republika Nemčija. Ja, tudi mi smo, Slovenija je demokratična republika. Ok, ampak kadar gre za urad v uradu,
takrat ne gre več za demokracijo, ampak gre za kaj drugega. Uprava 2000 je še en urad, je bila pa odgovorna za vzgojo in zanesljivost osebja. Osebje, ki so ga zaposlovali, je bilo prav posebej vzgajano, naučeno in preverjeno, koliko je zanesljivo. Poleg tega so imeli poleg državnega kazenskega sistema tudi kazenski sistem Stasi. To je poseben interni spet kazenski sistem, ki je upravljal s taborišči za politične nasprotnike. In če si karkoli rekel proti državi, če si karkoli povedal več, kot je bilo treba, si postal politični nasprotnik in takrat si prišel v ta Stasi kazenski podsistem, ki je bil neusmiljen. Tako je to bilo. No, gledajte, vzhodna Nemčija ali Nemška demokratična republika, NDR smo ji rekli včasih, se je leta 1954 razglasila za suvereno državo. Ja. Leta 1955 je postala podpisnica in soustanoviteljica Varšavskega pakta, 1956 je ustanovila tudi svojo ljudsko armado, leta 1960 pa je po smrti predsednika republike Wilhelma Pika postal predsednik državnega sveta Walter Ulbricht, prvi sekretar enote socialistične stranke, ki je imel ključno vlogo že pri ustanovitvi države. In okoli zahodnega Berlina so leta 1961 zgradili tudi več kot 150 km dolg berlinski zid. Se pravi, na leto, ko sem bil jaz rojen, so zgradili 150 km dolg berlinski zid. Tako je bila Nemčija razdeljena na zahodno Nemčijo oziroma Zvezno republiko Nemčijo. In leta 1972 na podlagi svoje politike imenovane Ostpolitik vzpostavila diplomatske odnose z NDR. To se pravi, gre za eno državo, ločijo zid in potem so vzpostavila diplomatske stike. Po vzpostavitvi tega nemškega zidu je sledilo sprejetje v OZN in s tem je NDR postala splošno priznana država. Čeprav je bilo njeno gospodarsko ukrepanje po drugi svetovni vojni počasnejše kot v zahodnih državah, je, gledajte, vzhodna Nemčija v letih 1971-1989 uspela postaviti močnejše industrijske temelje kot večina ostalih članic sveta za vzajemno gospodarsko pomoč. Kljub temu je njen močno zbirokratiziran in centraliziran nadzorni sistem postopno slabel, z vrha se je širila korupcija in tajna policija Stasi je postala vse bolj neusmiljena. Ja, nadzorni sistem, korupcija in takrat postane država neusmiljena. Vam je ta slika kaj znana s trenutnim stanjem? Ja? Zato opisujem, kako dobro je poznati zgodovino, ker potem veste, kaj sledi naprej. Vam dam še nekaj informacij. Ministrstvo za državno varnost, nemško ministrstvo MFS se je imenovalo, nasplošno poznano danes kot Stasi, to je skrajšano po nemško, je bila uradna državno-varnostna služba v Nemški demokratični republiki, ustanovljena 8. februarja 1950. In poglejte, to, kar bomo danes v filmu videli, Življenja drugih je naslov, se opisuje kot ena najučinkovitejših in represivnih obveščevalnih agencij na svetu. Še danes. Stasi je imel svoj delež v vzhodnem Berlinu z največjim kompleksom v okrožju Lichtenberg in več manjšimi v ostalih predelih mesta. Njegov moto pa je bil Schild und Schwert der Partei, ščit in meč stranke. In sicer vladajoče socialistične stranke enotnosti Nemčije, Socialistische Einheitspartei Deutschlands ali SED po črkah. Častniki Stasija so bili nastavljeni v vseh glavnih industrijskih objektih. Obsežnost nadzora je bila večinoma odvisna od vrednosti izdelkov za gospodarstvo.
V vsakem stanovanjskem objektu je bil zadolžen en stanovalec, ki je moral poročati lokalnemu predstavniku policije. Temu se je reklo Volkspolizei ali VOPO. Vohuni so poročali o vsakem sorodniku. Prijatelju, ki je ostal čez noč, smo že prej rekli, v drugem stanovanju. V stenah apartmajev in hotelskih sob so bile zvrtane luknjice, skozi katere so agenti Stasija gledali s posebnimi kameri, snemali državljane, prisluškovali. Da ne govorimo o šolah, univerzah in drugih poslopjih. Stasi je imel uradno kategorizacijo za vsako vrsto obveščevalca, tudi uradne smernice, kako izvleči od nekoga določeno informacijo. In vloge obveščevalcev so bile razvrščene od tistih, ki so že bili nekako vključeni v državno varnost, se pravi policija, vojska, uslužbenci, do disidentskih gibanj in protestantske cerkve. Ja, informacije zbrane od slednjih dveh skupin so bile uporabljene za delitev ali diskreditacijo posameznikov. Obveščevalce, gledajte, so naredili za zelo pomembne, glede na materialne ali socialne spodbude, prežete z občutkom dogodivščin, pri tem je bilo pa po uradnih podatkih zgolj 7,7% obveščevalcev prisiljenih v sodelovanje. Tako pravijo. Moje mnenje, iz tistega časa imam tudi kakšne spomine in sorodnike, so malo drugačne, vendar velik delež teh pa seveda so bili člani SED-ja, te politične stranke. Neobičajna ni bila niti zaposlitev na podlagi izsiljevanja. Veliko število obveščevalcev je prihajalo iz vrst, smo že rekli, sprevodnikov, hišnikov, doktorjev, bolniških sester, učiteljev. In takratni minister Milke je verjel, da so najboljši obveščevalci tisti, ki največ komunicirajo, ker imajo stalni kontakt z javnostjo. In začele so se leta 1989 v Berlinu in Leipzigu množične demonstracije, na katerih pa je reformistična skupina Novi forum zahtevala demokracijo. Samo demokracijo. Novembra 1989 so podrli berlinski zid in enotna socialistična stranka se je odrekla monopolu nad oblastjo. In marca 1990 so v NDR izpeljali prve svobodne volitve po letu 1933. Zelo dolgo je trajalo ta preizkus, ta test, dokler se ta zid ni podrl. 3. oktobra leta 1990 so se dežele, ki so jo sestavljale, pa pridružile Zvezni republiki Nemčiji. In po sporazumu, katerega glavni podpisnik je bil Mihail Gorbačov, je sovjetska vojska v nekaj letih postopoma tudi zapustila ozemlje vzhodne Nemčije. Torej, iz slovenske ustave, povsem zgoraj navedenim, bralcem tega sestavka sporočam zanimiv podatek, na katerem temelji naša slovenska ustava in ga najdemo, kot smo že rekli, v 1. členu ustave, glasi pa takole: Slovenija je demokratična republika. Pazimo, da ne zapademo v Stasi sistem. Hvala lepa za vašo pozornost.